O napredku Hyundai nima več kaj govoriti, niti o tem, da je to poceni avto, pri katerem dobite največ za svoj denar. Zdaj je to znamka, ki z vsakim novim modelom konkretno zagrize v konkurenco. Včasih sem rekel, samo še malo in bo konkurenčen ostalim. Novi i30 je že ob prihodu na trg enakovreden, ima ogromno sodobne opreme in zelo zanimiv motor. Ampak ja, avto prav ničemer posebej ne izstopa. Seveda to ni slabo, fino je, ko nobeno ne daje vtisa, da se bahate z novim avtom. In ves čas imaš občutek, da so se Korejci, Nemci, ki so dejansko oblikovali ta avto, trudili, da bi izgledal prijazno, resno in predvsem vsem všečno. Pravijo, da je bilo krilo letala glavna inspiracija pri oblikovanju notranjosti, zato je vse tako čisto in če gledate oddaleč, lepo zavihano navzgor kot krilo. Všečno, jasno. Tudi uporabno. Predalčkov je več kot dovolj in primerno veliki so, materiali so v zgornjem delu armaturke lepo mehki na otip, spodaj je podobno kot pri ostali konkurenci, je trda plastika in zaslon je velik ter zelo lepo pregleden. Mi smo dobili na test i30 s paketom opreme Impression, ta je najvišji na lestvici, ta pa ima še neke dodatne opreme, zato je počutje še toliko bolj prijetno. Poglejte ogromno panoramsko okno, 900 € stane. Usnje na sedežih, sprednja sta tudi ogrevana in prezračevana, 1280 €, sistem za nadzor mrtvih kotov in zaviranje v sili, slabih 1000 €, ja, s popustom vse skupaj nanese že na 24 jurjev. Vem, da ste težko zaslužili svoj denar in ste pri ceni še toliko bolj občutljivi, zato lahko kakšno stvar mirno črtate s seznama, da se približate številki 20 000. Bi pa sam skoraj gotovo priporočil doplačilo 900 € za močnejši 1,4 litrski motor. Dizla verjetno ne potrebujete, tale 1,0 litrski pa bi glede na ceno znal predstavljati največji delež. Motor je spet lep dokaz, zakaj nisem oziroma ne verjamem v downsizing. Res, da ima na papirju 88 kW, kar je 120 konjev in 170 Nm navora že pri 1500 vrtljajih, ampak ga boste morali ves čas priganjati, če boste želeli voziti hitreje. Na avtocesti boste morali v klanec včasih prestaviti celo 2 prestavi niže, da boste držali 130 na uro. Sicer je dokaj miren med vožnjo, hrupa in vibracije manj kot pri dizlu, le na mesto dokaj razglašena ropota. Trivaljni motorji imajo pač svoje muhe, bi pa morali biti dokaj poceni za vzdrževanje, ker je tudi prostornina tukaj samo 1 liter. Če bi bila malo večja, bi bilo speljevanje bolj odločno, na avtocesti pa bi se motor malenkost manj trudil, s čimer bi bila tudi poraba manjša od vsaj 7,5 litrov. Inženirji so obljubljali največji napredek pri vožnji in občutku. Mogoče imajo prav, res se bolje pelje. Še vedno je dovolj udoben, ampak ima raje ovinke kot prej. Lahko bi se malo manj nagibal in volan bi bil lahko še bolj komunikativen, ampak vem, da Hyundai ne prodaja športnosti v tej izvedbi, zato je pri njih rezervirana črka N. Skratka, tudi vožnja nič posebnega, predvsem želi ugajati, tako kot sem rekel že na začetku tega testa. Avto je zelo dober, ni kaj. Raje bi sicer izbral drug motor, čeprav je ta za nezahtevne voznike še ravno dovolj. Je pa vse ostalo tisto, kar mi daje misliti, kje bodo korejski avtomobili že čez 10 let. No, vi se s tem sploh še ne rabite ukvarjati, ker bo vašemu garancija potekla šele čez 5 let.